osvojili včeraj osnove vojaškega življenja. Se pravi, da smo jih poučili o tem nasploh, kako se obnašati v vojski in pa se pravi korakanje, pozdravljanje, obračanje do starešin in pač te osnovne stvari, premikanje levo, desno. Za tabor sem se odločil zato, ker me zanima, kaj počne vojak, da bom sklenil nova prijateljstva in tudi dobil nove izkušnje. Za ta tabor sem slišal na predavanju, vojaškem predavanju, ki je potekal v Slovenj Gradcu. Od tega tabora pričakujem, da se bomo naučili rokovati z orožjem. Tukaj sem tudi zaradi teh vojaških psihičnih in fizičnih sposobnosti. Pričakujem, da bomo tudi sklepali veliko prijateljstva. Za tabor sem slišala na postavni vojak.si. Upam, da pričakujem, da bom spoznala vse, kar vojak počne, pa delo vojaka, pa orožje. Pa upam, da se bomo imeli ful fajn. Medtem ko danes imamo predstavitev z preživetja v naravi, s temami kot so predstavitev bivakov, potem način pridobivanja hrane, način pridobivanja vode, ter način, kako se braniti pred poškodbami in nasploh kako vojak, kaj je značilno za vojaka, da lahko preživi na bojišču. Zato sem se odločila, ker me je pripričala prijateljica v to, ampak na koncu sama je mogla odpovedati, ker je dobila otroka. Nisem pol na koncu sama tukaj pristala. Ona mi je tudi povedala za ta tabor in zdi se mi tako zelo zanimiv in to bomo videli, kaj se bo zgodilo. Zdaj smo tukaj prišli v glavno skladišče za vojaške uniforme, za vojaško opremo v Sloveniji in so nam zdaj dali vse šporne, smo dobili, obleko smo dobili, tudi brisače, vse so za njih poskrbeli. Tako da, ko dobiš uniformo, nekako se res počutiš že malo bolj tako, da si bolj noter padel v to vojaško sceno. Jutri bomo imeli, nas čaka predvsem premikanje po bojišču, se pravi osnove premikanja vojaka, se pravi na samem terenu, bi rekli kot na imitaciji bojnega polja. In pa potem nekaj, dva orientacijska pohoda imamo v nadaljevanju. Prvo noč je bilo dokaj naporno, ker nas nismo spustili spet in skozi vice poko. Potem smo malo muzike poslušali, potem smo pa zaspali, je bilo pa fajn spati. Mi smo na vojaškem taboru, kjer se maskiramo in se prilagajamo okolju. Mene je namazala Nuša, jaz sem pa njo. In ja, in je pulover in... Mislim, da imam zelo dobro namaskirano faco. To je pa tudi to. In mislim, da smo v resnici premagali fante. Streljanje z malo kalibrsko, z zračno puško, ter na trenažerju, se pravi na Noptilju, da spoznajo osnove streljanja. In pa seveda obiskali bodo tudi muzej v Pivki in pa tamkajšnjo vojašnico, oklepno motorizirano enoto, ki jim bo predstavila njihove. No, kot vidite, smo punce naredili ta bivak, smo ful ponosni na to, ker smo pač hitrejši pa boljši od pubecev, ne? Seveda, v soboto pa potem sledi zaključek. To bi potem bilo tudi vse za teh kratkih 5-6 dni.